Ormož, mesto nad Dravo, kraj z bogato tradicijo mladinskega klubskega glasbenega dogajanja. Občina, v kateri živi 12.700 prebivalcev, ima že vrsto let zavidljivo in pestro organizirano dejavnost mladih. Mladinski center Ormož je osrednji zavod namenjen mladini, katerega ustanovitelj je občina. Klub alternativne kulture Unterhund izvaja svoje aktivnosti kot društvo v prenovljeni grajski kleti. Tukaj je še klub ormoških študentov, ki ima svoje prostore na Kerenčičevem trgu. Ormožani so ponosni na gimnazijo Ormož, ki v novo zgrajeni stavbi svojo široko paleto dejavnosti in sodobnimi prostorskimi pogoji predstavlja središče mladim iz Ormoža in okolice. Mladinski center ima svoje prostore v Ormoškem gradu. Vodi ga Marjana Korotaj, ki nam je predstavila njihove aktivnosti in poslanstvo zavoda. Mladinski center Ormož zdaj že ima neko dobo, obeležujemo 10 let nastanka oziroma 9 let konkretnega dela. Smo javni zavod, ki ga je ustanovila občina Ormož, delujemo pa na različnih mladinskih področjih, probamo zapolniti prostočasne aktivnosti mladih, skrbimo za neformalno izobraževanje, za informiranje mladih, potem za zdrav duh v zdravem telesu, za torej takšne aktivnosti namenjene izboljšanju zdravja. Posebej imamo dobro tudi razvite dejavnosti za otroke. Zdaj pa se mi zanimivo izpostaviti, da je neka specifika mladinskega centra v Ormožu, da ne delujemo zgolj in samo za skupino mladih in za njimi, temveč da se na naše dejavnosti odzivajo vse generacije. Tako da smo dobri v tem medgeneracijskem sodelovanju in povezujemo mlade, otroke in starejše. Najbolj veseli smo, ko izvajamo dejavnosti, v katerih aktivno sodelujejo mladi, za katere seveda tukaj smo, zato obstajamo, drugače pa smo močni tudi na ostalih področjih, ko izvajamo neke servisne dejavnosti ali pa ponujamo dogodke, dejavnosti, na katerih so lahko zgolj obiskovalci. Izgradnja skateparka v Ormožu je svojevrstna zgodba o mladih, ki so se odločili, da uresničijo svoje želje in si sami ustvarijo pogoje za preživljanje prostega časa. Ja, ideja za izgradnjo skateparka je izšla ravno iz strani mladih, spodbude mladih, in sicer je neformalna skupina mladih, ki jih ti tradicionalni športi ne zanimajo najbolje in se raje družijo in svojo energijo trošijo ob teh malo bolj nevarnih športih, kot so skejtanje, vožnje z BMX koleksi, delajo vragolije pač na teh kotačih. So ugotovili, da jih je dosti, da je njihova energija in želja velika, nimajo pa primernega prostora, in da bi se izognili zlorabe prostorov, ki niso temu namenjeni, smo se pogovarjali v tej smeri, da bi izgradili skatepark. Ideja je bila dozorela, pripravljeni so bili narediti veliko, mi pa smo jim skočili na pomoč in smo poiskali možnosti financiranja, da to smo prijavili idejo kot mladinsko pobudo pridobili evropska sredstva Mladi v akciji preko Movitne mladine. Seveda smo o tem seznanjali odločevalce v lokalnem okolju in vsi so nam stopili v podporo. Imeli smo močno podporo občine Ormož, kot tudi podporo in pripravljenost sodelovanja ostalih inštitucij, komunalnega podjetja. Pač vsi, ki smo jih potrebovali za kvalitetno izvedbo projekta, so nam bili pripravljeni pomagati. Sredstva smo uspešno pridobili, veliko akcij, angažmaja mladih je bilo potrebnih, da smo skatepark izgradili same. Udeleženci so bili pač mladi, ki se radi skejtajo, ki se radi vozijo z BMX-i po teh elementih. Med njimi so tudi bili študenti gradbeništva, strojništva, pač fantje, ki so spretni pri načrtovanju in pri izdelovanju in so sami načrtovali in sami izgradili vse potrebne elemente za skatepark. Bilo je vloženega veliko truda, veliko dela, tudi veliko odpovedovanja za neke druge stvari je bilo potrebnega, ampak uspešno smo izpeljali projekt in skatepark stoji in živi. Ormoški festival aktivnih klubov je v sodelovanju z Ormoškim študentskim klubom in občino postal osrednji poletni festival dogodkov za mlade. Odlična popestritev poletja, ki ste ga z leti vsebinsko še dopolnjevali. Posebnost našega festivala je ta multidisciplinarnost, kjer res v 10 dneh
naredimo vse. Tako imamo dnevne dogodke, naprimer v parku, kjer imamo delavnice, športne panoge razvijamo. Potem so tudi OFAK poletne šole, filmska, gledališka, likovna, literarna, novinarska, ki v tistem tednu potekajo, plesna, športne prireditve, turnir v odbojki, pool party, ob večeri pa seveda tisti klubski program, ko so koncerti različnih glasbenih zvrsti. Trudimo se pokriti čim več, tako imamo ska koncert, house party, hip-hop koncert, jazz večere, pač različne stvari. Ob tem še seveda gledališke predstave, resnega žanra in pa komedije, pa še verjetno se zdaj kaj pozabila. V iskanju rešitev za sproščene pobude mladih, ki naj jih sliši občinska oblast, ste se odločili za neformalno druženje mladih z županom ob zaključku šolskega leta. Dogodek ste poimenovali Na pijači z županom. Zdi se nam pomembno, da pride do tega stika med mladimi na eni strani in nad odločevalci oziroma med lokalnimi politiki in organizacijami in inštitucijami, ki imajo moč odločanja. Konkretno smo se sestali 2krat z županom, naprimer. Želimo si, da bi bilo tega več, na tem tudi delamo. Imeli smo eno tako srečanje, ki je bilo bolj formalne oblike, v obliki okrogle mize, pa je to vrstno komunikacija mladih taka ne njim priljubljena. So bili precej zadržani, potem pa smo se odločili, da probamo malo bolj neformalno, da če se pogovarjamo o problemih mladih, da ne bo to mladim prijazno, pa smo Mladinski center povzeli pobudo, da smo se srečevali z mladimi, se pripravljali na pogovor, potem pa smo organizirali bolj neformalno druženje, ki smo ga poimenovali z županom Na pijači. Smo se zbrali ob najdaljšem šanku v Sloveniji, v prostorih Grajske kleti oziroma Ormoškega Unterhunda. Imeli smo barmana, ki nam je zmešal brezalkoholne koktejle in je druženje steklo lagodnejše, lepše. Pogovor je bil prijeten, je bil tudi konstruktiven. Izpostavljali so se težave mladih, ki so nam poznane, ki niso specifične za Ormož, ampak so nekako značilne za mlade nasploh v tem trenutku, da se srečujejo s pomanjkanjem štipendij, študentskega dela, potem je problem zaposlitve mladih v našem okolju, da je premalo prostora za druženje mladih, premalo mladim namenjenih gostiln, slaščičarna v Ormožu manjka, podobne teme. In lokalna oblast je na to seveda imela argumentirane odgovore, kar je v njihovi pristojnosti in se da urediti, se ves čas trudijo, tudi na ta način, da spodbujajo mladinsko delo in delovanje društev, klubov, mladinskih organizacij. Na nekatere stvari pa tudi oni nimajo neposrednega vpliva, ampak vsi skupaj pa se trudijo, da bi življenje v Ormožu bilo mladim prijetnejše. Zdaj prizadevamo si, da bi to vrstne dejavnosti kvalitetno nadaljevali in verjamem, da se bomo še srečevali. Ravnateljica gimnazije magistra Blanka Erhartič nam je predstavila eno najmlajših slovenskih gimnazij. Izvajamo program splošne gimnazije. V bistvu imamo jasno zastavljeno vizijo razvoja in sicer kontinuirano dviganje izobraževalnega procesa in sicer kvalitete izobraževalnega procesa. Predvsem pa sledimo sodobne didaktične smernice, da lahko naši dijaki dejansko poslušajo oziroma so udeleženi pouka, ki jim prinaša več inovativnosti, več ustvarjalnosti in seveda boljše pomnjenje. Mladim nudijo tudi neformalno izobraževanje. Omogočamo možnosti neformalnega izobraževanja, ki je za vseživljenjsko učenje. Zlasti delujemo za trajno znanje, skušamo jih tako skozi številne šolske in obšolske aktivnosti vključevati v okolje, da bi imeli potem čim več izkušenj v svojem življenju in da bi znali to znanje seveda tudi primerno uporabiti. Zdaj, šola krepi vzgojno delovanje, učne navade, zlasti nam je pa pomembna motivacija za učenje, torej spodbujati radovednost, kar tudi v življenju seveda zmeraj tudi prav pride. Gimnazija svoje poslanstvo uresničuje na različnih ravneh družbenega življenja v Ormožu. Mladi so uporabniki različnih aktivnosti, ki so na voljo.
Predvsem pa mladina posega po programih, ki jim jih nudijo Mladinski center Ormož, Klub ormoških študentov, seveda pa mislimo, da bi potrebovali predvsem še kakšen družabni prostor, ki bi v tem času precej oblikoval njihovo specifiko, njihovo razmišljanje, da bi imeli več možnosti odločitev in seveda vpliva na določene odločitve v kraju. Kakšna je prihodnost mladih v Ormožu? V bistvu so zelo odvisni od razvoja kraja in to nas zelo žalosti, ker mladi pravzaprav bi želeli biti bolj aktivni, zato se velikokrat vključujejo v aktivnosti ob svojem študiju, kar je izven našega kraja. Ko se ob koncu tedna vračajo domov, seveda jim ostane še tudi kaj časa za udeležbo kakšnih prireditev, ampak prav to pogrešamo v kraju. Več prireditev, mladi znajo biti aktivni, če imajo priložnost za to. Zato tudi gimnazija svoje zunanje dejavnosti vključuje v okolje, tudi organizira izobraževalna predavanja. Gre za to, da mladi pravzaprav v tem kraju predstavljajo tudi potencialno rast, pravzaprav inteligenco kraja, zlasti se pravi tisti, ki študirajo dejansko, a ne. Zato tudi okolje mi vabimo na večino šolskih dogodkov. Žal pa so naše aktivnosti še vedno premalo obiskane, kar kaže na nekoliko slabšo odzivnost prebivalcev okolice. Njihov obisk in prispevek k prepoznavnosti naše šole in zaradi mladih je izjemno dragocen. Seveda se dobre stvari jasno, da gradijo dalj časa in pa predvsem so trdne, če skupnost enotno pristopi in potem zasleduje tudi isti cilj. S prisotnostjo srednje šole v kraju se dviguje izobrazbena raven, ljudem kažemo odprte možnosti za razmislek, za razpravo, za načrtovanje in za udejanjanje. In pokažemo mladim, da je to prava pot. V kraju velja spodbuditi aktivnosti, dati mladim pri veljavi njihove besede večjo možnost in vsekakor jim pokazati, da jih kraj potrebuje. Tako meni ravnateljica. Kaj o svoji prihodnosti v domačem okolju menijo dijaki, Blaž, Lea in Miha? Za mlade je velika priložnost v Ormožu ravno gimnazija, ker nam je blizu, je sodobno opremljena, se tudi vsi razumemo, vsi se poznamo. Prav tako pa je v Ormožu več različnih ostaj dejavnosti, kot je Miha omenil, nogometni klub, rokometni klub, strelstvo je tudi zelo popularno. Prav tako pa deluje tudi tukaj klub ormoških študentov, v katerega se lahko vključijo tudi dijaki, torej se meni zdi prihodnost mladih v Ormožu kar rožnata. Se strinjam nekako z Blažem. Mogoče bi izpostavila, da imamo recimo dijaki malo manj recimo takšnih prostorov, kjer bi se lahko dobivali, kakšne zabave organizirali, na primer. To bi se pač dalo vse urediti, pa mislim, da smo dijaki, pa tudi nasplošno študentje, oziroma vsa mladina sposobni ljudje, samo skupaj bi se rabili pač dobiti in nekaj skupaj ustvariti. Jaz bi se osredotočil kar na športne dejavnosti. V Ormožu imamo kar veliko športnih objektov, na primer fitness je zelo popularen, potem tudi stadion Mestna Graba, v kateri je asfaltno igrišče, 2 igrišči za odbojko, veliki nogomet, atletska steza, potem imamo tudi na gimnaziji pokrit bazen, tako da mislim, da za mlade športnike v Ormožu nekako poskrbljeno, prav tako pa vsi ti klubi, športni klubi se nekako ozirajo oziroma naslanjajo na mlade športnike, tako da so razmere za njih dobre. Je vaš cilj po končanem študiju zaposlitev in življenje v domačem kraju? Jaz bi rad šel študirati fizioterapijo in sicer, če bo možnost, bom se seveda zaposlil v zdravstvenem domu v Ormožu, saj imam rad svoj rojstni kraj, tako da bi zagotovo vse življenje preživel v njem. Najbližje pa mi je seveda Ormož. Jaz nameravam se vpisati na medicinsko fakulteto v Mariboru. Seveda, ker mi je bližje kot pa recimo Ljubljana. Če bo seveda možnost, bi se tudi rada zaposlila v bližini doma. Zanima pa me delo tudi recimo v Avstriji ali pa v Nemčiji.
No, jaz se mislim vpisati na fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Po končani fakulteti pa se prav tako rad zaposlil, ki je v bližini doma, saj sem se na te kraje zelo navezal in imam tu večino prijateljev. Na občini Ormož za dejavnost mladih skrbi gospa Mojca Zorčič. Zanimalo nas je, kolikšen delež občinskega proračuna občina namenja mladim in njihovi organiziranosti. V občini Ormož zagotavljamo sredstva za plače in materialne stroške Mladinskemu centru Ormož, katerega smo tudi ustanovili vsa leta. Do sedaj zagotavljamo tudi potrebno opremo, ki ga potrebuje za delovanje. Mladinskemu centru smo v 2 letih od 2011 do 2013 zagotovili prostor, v katerem delujejo. Namenili smo za ta projekt približno 50 000 evrov. Vsako leto občina Ormož razpiše tudi razpis za sofinanciranje mladinskih in študentskih organizacij. Temu namenjamo 5280 evrov na leto. Uredili smo tudi prostor v kleti Ormoškega gradu, ki ga uporablja trenutno kulturno-alternativni klub Ormož. Temu prostoru smo namenili kar velik del, okoli 300 000 evrov je vse skupaj naneslo. Zagotavljamo tudi športna igrišča. Ravno na pobudo mladine smo zgradili 2 igrišči na Mivki v mestni grabi Ormož. To je bil projekt vreden 41 400 evrov. Tudi skatepark smo v mestni grabi uredili na pobudo mladine. Tako da tudi zagotavljamo pa tudi sredstva gimnaziji Ormož v določenem delu, kajti potrebujejo še dodatna sredstva za materialne stroške ter za šolske in obšolske dejavnosti in temu tudi mi zagotavljamo določena sredstva. Razpišemo pa tudi vsako leto v okviru letnega programa športa tudi sredstva za interesno športno vzgojo mladine, to je nekje dobrih 4500 evrov na leto. To gre za 80-urne programe na skupino, ki nekje šteje do 20 udeležencev od 15. do 20. leta starosti. To imamo nekako vsako leto se ponavljajo ti razpise. Občina Ormož mladim namenja letno, brez investicijskih vlaganj, 50 000 evrov ali 0,33% občinskega proračuna. Ali kot vodja strokovne službe, ki imate pregled nad dejavnostjo mladih, menite, da so mladi in njihovi cilji še dovolj vpeti v domače okolje? Ali pa jim zaostrena družbena realnost narekuje resen razmislek o možnosti zaposlitve in prihodnosti izven občine? Dejansko mladi odhajajo z Ormoža. Vedno manj je prisotnih njihovih idej in seveda pa jih razumem, saj delovna mesta za te mlade jim Ormož v izobilju ne more ponuditi in normalno, da grejo ven. Čeprav je kvaliteta življenja vseeno v teh podeželskih občinah, mislim, da kar zna biti visoka, ampak seveda, če pa ni delovnih mest, jim ne moremo zagotoviti, seveda pa grejo s trebuhom za kruhom. Klubu ormoških študentov predseduje Lea Lah, ki nam je predstavila aktivnosti študentov. V klubu ormoških študentov smo fokusirani predvsem na študente in dijake, drugače pa tudi organiziramo dogodke za starejše in mlajše, kakšne delavnice, za starejše pa kakšne mogoče filmske večere, izobraževalne večere. Potem pa imamo seveda skozi celo leto veliko različnih dogodkov. Med najbolj odmevnejšimi recimo so božična stojnica, ko ponudimo pred božičem vsem Ormožanom pa okoliškim prebivalcem kuhano vino, pa te predbožične stojnice so organizirane, tako da tako predbožično vzdušje ustvarimo.
Potem čez leto pa različni koncerti na različne tematike, pač prihajajo ideje vse posod in poskušamo tudi upoštevati. Organiziramo seveda vsako leto tudi čistilno akcijo aprila, se povežemo s tisto vseslovensko. Naš največji projekt pa je OFAK festival, kratica pomeni Ormoški festival aktivnih klubov, kjer se povežemo z mladinskim centrom, pa občina nam tudi pomaga, tako da celi Ormož v bistvu je fokusiran na tisti dogodek. Takrat smo vsi doma, nišče ne gre nikamor na dopust, ker se končno v Ormožu nekaj dogaja. In to je vsako leto takrat avgusta, prvi 9 dni v avgustu. Pa čez cel teden je tudi organizirano zjutraj OFAK Fana, to je naša kavarnica na Malem Grajskem dvorišču, kjer skupaj z Dolce Gustom potem strežemo to kavico, oni so nam sponzore. Se mladi diplomanti vračajo domov? Ja, vračajo se, še vedno se vračajo, zato ker tudi pomanjkanje služb ni samo v našem kraju, ampak tudi drugod. Tako da mislim, da vse vračajo, pa tudi nimajo, ne vem, težko si ustvarijo neke domove, so skoraj prisiljeni nazaj k staršem, potem delajo v tujini, nekaj pa je seveda tudi ostane v Ljubljani, Mariboru, kjer pač študirajo, ker tam še vseeno so neke možnosti za zaposlitve, čeprav redko že dobiš v svoji stroki in pač na temo svoje diplome tudi, oziroma svojega študija dela. Pogosto mladi ne najdejo ustrezne zaposlitve. Ali morda rešitev poiščejo v samozaposlitvi, so dovolj ambiciozni, da si morebiti sami ustvarijo delovno mesto? Redko kdo si upa, po moje, iti v to smer. Poznam nekaj primerov, se ukvarjajo prijatelji z zelišči, pa pivovarna domača, pa take stvari. To so mogoče 2-3 primere, ko so se mogoče v Ormožu pa v okolici obnesli, drugače pa načeloma mislim, da se niti ne upajo, ker težko v tako malem kraju se lotiš česa novega, pa veliko moraš vložiti, to mladi pa načeloma nimajo dovolj kapitala za take stvari. Ali pri mladih še prevladuje miselnost čim prej v državno službo, tam je varnost, tam je zanesljiva plača? Ja, mislim, da je lažje za vsakogar, če se zaposli pri nekomu. Zdaj, kakšne so želje posameznikov, to mi ni toliko znano, ampak ne vem, mislim, da je lažje se zaposliti pri nekom in dobivati tisto plačo, kot pa moraš imeti res voljo in pogum, da se sam lotiš nečesa in vztrajen moraš biti tudi, seveda, iti skozi par let pa razkirati nekaj, da pride do prvega dobička, tako da težko se odločiš za to v današnjih časih. Z dejavnostmi mladih v klubu alternativne kulture nas je v klubu Unterhund seznanil vodja Miha Mehcun. Ja, mislim, že od začetka je dejavnost kar pestra, seveda največji poudarek je na koncertih, ker je tudi večina članov, ki so aktivni, tudi samih so aktivni v raznih glasbenih skupinah, tako nam je to najbližje. So pa tudi organizirajo razstave, recimo slik, fotografij in tako naprej. Tudi kakšne filmske projekcije so se zgodile, imeli smo tudi kakšno gledališko predstavo, že tudi plesna predstava je tudi bila. To je kar pestro, pa trudimo se to čim bolj razširiti. Tudi kakšne literarni večeri so bili, recimo. Pač marsikaj. Je pa res, da je poudarek predvsem največ prireditev je koncertov. Razstava, ki jo tu vidimo v ozadju, je? To je še od 25-letnice Pridigarov in sicer so to ilustracije iz knjige Davorina Bešvirov, kjer so besedila od Pridigarov. To so ilustracije Igora Muršiča. Zaenkrat, če imamo to, načrtujemo pa že eno novo razstavo tudi v kratkem. Pri organizaciji množičnih dogodkov se srečujete s težavami, ki vam jih je povzročila država z nerealnimi predpisi. Novi zakon, ki je bil v prireditvah pač sprejet 2 leti nazaj, ki nas obvezuje, oziroma vsakega, ki organizira javne prireditve, da ima varnostno službo, profesionalno. Znači, ne more več biti reditelji, ne more biti nešče
iz kluba, ampak mora biti prav varnostna služba, ki stane ogromno, mislim, to je res take postavke urne imajo, ker to je nekaj neverjetnega, neke koristi od njih pa ni, ker itak, če se kaj zgodi, kar se seveda tu v 20 letih ni bilo nobenih problemov, nikdar z varnostjo, če se kaj zgodi, oni itak morajo policijo poklicati, kar bi mi tudi isto tako lahko reče, pa tu stojijo, plačani pa so na uro tako, kot da bi, ne vem, imeli kirurge tu, ne vem kaj. Ampak brez njih ne moremo, ker nam jih je država vsilila. Naj bi pa rad špekuliral o tem, kako je sploh prišel do sprejetja tega zakona, kdo je to zlobiral. Klub Unterhund je bil temeljito prenovljen v letu 2011. Občina se je tukaj izkazala. Ja, to je treba povdariti. Občina nas zelo podpira. Vidite, to je plac, ste ga posneli, kako zgleda zdaj. To je vse rezultat obnove, pod, kaj so naredili, šank. In so nam v bistvu zelo pomogli, ker smo lahko te dvignili vso zadevo na dosti višji nivo. No. Če se pogleda program, recimo, ki je bil nared od obnove januara 2011 naprej, se vidi veliki preskok tako v kvantiteti kot kvaliteti tega, kaj smo delali. Tako da brez podpore občine tega sigurno ne bi mogli in tu smo jim zelo hvaležni. Poiskali smo še mnenje domačinov. Tvoje mnenje o tem, kakšna je prihodnost? Manjka kaj? Je vsega zadosti? Ni je, nasploh. Zakaj? Ni prihodnosti. Tak, ni služb, pa tega. Se vsi selijo, ven z Ormoža. Tako pravi Mario, kaj pa o prihodnosti mladih pravi Dušanka? Po mojem mnenju mislim pa zelo slabo, ne. Zakaj? To je že zaradi, kaj jaz vem, mladi niti nimajo pravih prostorov, kjer bi se družili, razvijali svoje znanja, spretnosti. Niti zaposlitev ni, niti nič, mislim, da ne. Če bi se še enkrat odločali, danes bi šli kam drugam vi delati, živeti? Ne, to glih ne. Želim pa si, da bi se tudi stanje izboljšalo, ne. Nič kaj spodbudno mnenje domačinov za zaključek reportaže iz Ormoža. So odraz družbenih razmer in negotove prihodnosti. Pa vendarle. Ormoška občina predstavlja dober vzorec organiziranosti mladih, sodelovanje med mladostniki je uspešno, občinska oblast pa naklonjena njihovim pobudam.